Dragi gledalci, dobrodošli v današnji oddaji Moja družina, kjer se bomo posvetili viziji in dosežkom magistre Mije Lorbek, direktorice zavoda Go 2025, ki z izjemno energijo in strokovnostjo usmerja priprave Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025. Pozdravljeni, dobrodošli v studiu. Lepo pozdravljeni, hvala. Magister Lorbekova je magistrica znanosti z področja menedžmenta, neprofitnih organizacij in nagrajenka s Trimovo raziskovalno nagrado ter Prešernovo nagrado za študente. Po delu v Londonu, kjer je zgradila uspešno kariero na področju interaktivnih medijskih rešitev za muzejske postavitve, dogodke in kulturne projekte, se je vrnila v Slovenijo, da bi prispevala k kulturnemu razvoju domačega okolja. Projekt Go 2025, ki ga vodi, združuje približno 400 dogodkov, osredotočenih na umetnost, kulturo, turizem, šport in naravne znamenitosti. Projekt pod naslovom Gremo brezmejno poudarja vrednote sodelovanja in povezovanja, kar bo širšemu evropskemu prostoru prineslo novo razumevanje čezmejnega življenja in skupnosti. Magister Lorbekova tako za svojo ekipo gradi temelje za trajnostni in kulturno bogat razvoj, ki bo ostal prisoten še dolgo po letu 2025. Pridružite se nam v pogovoru v izzivih, inspiracijah in osebni zavezi magister Lorbekove k projektu, ki spreminja našo regijo in povezuje ljudi onkraj meja. Hvala, ker ste z nami v oddaji Moja družina. Pripravljeni smo na začetek nove zgodbe, ki je lahko tudi vaša. Še enkrat lepo pozdravljeni. Ker govorimo o moji družini, me zanima, potem, ko se bo bolj potem fokusirala na vaš projekt, z kakšne družine pa pravzaprav vi prihajate? Ja, pravzaprav iz majhne in pretežno učiteljske, tako da je bil vedno velik poudarek na znanju, na raziskovanju znanja. Sedaj pa zanimivo pripadam tudi tako imenovani družini Evropskih prestolnic kulture. To je organizacija, ki povezuje pretekle in prihodnje Evropske prestolnice kulture, kjer tedensko izmenjujemo znanja, izkušnje, si nudimo tudi podporo, se poveselimo dobrih stvari, se potožimo ob zahtevnih stvareh, ki se imenujejo v bistvu prav ECOG Family. Aha, lepo. Se pravi, in verjetno vas tudi določene vrednote povezujejo, tako kot v tej primarni družini, tudi v tej drugi družini so verjetno vrednote pomembne, a bi mogoče kakšno izpostavili? Ja, absolutno je najpomembnejša vrednota tako v moji družini najožji kot v družini Evropskih prestolnic kulture medsebojno razumevanje, vpogled, spoznavanje, sodelovanje in sobivanje, pa tudi v Evropskih prestolnicah kulture je poudarek seveda na kulturi primarno, pa v povezovanju tudi z drugimi področji, kot šport, pa naravne znamenitosti. Pri nas je velik poudarek tudi na enogastronomiji, na vključevanju tistega avtentičnega duha Nove Gorice in Gorice. Sprav, rekli ste, družina, izobraževanje, učitelji, se pravi formalna izobrazba, imamo na eni strani, pa neformalna izobrazba na drugi. Za vas, ki ste tudi veliko bili po svetu, a vam pretehta, da je zelo pomembno imeti formalno ali je bolj pomembno imeti neformalno ali kombinacijo? Jaz bi rekla, da oboje. Formalna izobrazba je zagotovo zelo pomembna, dati tudi tiste delovne navade in pridnost, ki kasneje še kako prav pridejo v delu. Vendar nikakor ne smemo zanemariti neformalne izobrazbe, ki je v zadnjem času sploh na hitro razvijajočih se področjih, kot so nove tehnologije, raziskovanje, pa tudi povezovanje recimo umetnosti in industrije skozi
tako imenovani art thinking, creative thinking. Pri temu so pa zagotovo najpomembnejša tudi ta neformalna znanja, se razvijajo dostikrat veliko hitreje, kot se lahko sploh formalni izobraževalni sistem. Ja, res je, bolj fleksibilen. Ja. Se pravi, vi ste v enem obdobju življenja iz Slovenije, potem ste preselili v London in potem nazaj v Slovenijo. Pa mogoče, kaj vas je v tej prvi fazi vleklo v London in kaj vas je še bolj privleklo pol nazaj spet, ne? Ja, London ima zagotovo tisti apel kreativnih industrij. Vse zame je bil takrat močen, to je bil tudi čas pred Brexitom. London je bil takrat središče nekega svetovnega mešanja kulture in tudi sprejemanja. Lahko bi rekli, da je bila takrat prestolnica tolerance sveta celo, kar se je pa spremenilo po Brexitu, tako da sem se tudi jaz pred Brexitom že vrnila. Kreativne industrije, ki so veliko gonilo celotne industrije Velike Britanije, Londona pa sploh, so pa še vedno zelo močne in še vedno dajo en tak močen, privlačen značaj Londonu. Pa poj nazaj, kaj vas je pritegnilo? Ja, nazaj pa me je pritegnila lepota in perfektna kombinacija kvalitete bivanja in kvalitete delovnega okolja pri nas, pa seveda karakter ljudi, ki je pa sploh zelo zanimiv in zelo prijeten v Novi Gorici in Gorici, kjer se pravzaprav mešata dve kulturi in nastaja ta zanimiva borderless, brezmejna dinamika. V bistvu London v malem, ne, skoraj. Najverjetneje bo postal po Evropski prestolnici kulture en delček tega duha, ki ga je, ja, to ste dobro povedali, ki ga je včasih imel London kot središče tolerance in sprejemanja. En del tega se bomo zagotovo naučili skozi proces Evropske prestolnice kulture. Se pravi, gospa Lorbek, vodite projekt Go 2025 za Novo Gorico in Gorico, ne? Kako bi opisali ta projekt? Ja, pravzaprav gre za zgodovinski unikum, ko sta prvič v zgodovini ena prestolnica kulture, dve mesti v dveh državah. Tako da gre za izjemno zanimivo zgodbo pod sloganom Gremo brezmejno oziroma Go borderless, ki celotnemu projektu daje dinamiko. Evropske prestolnice kulture so sicer namenjene različnim ciljem, ko Evropska komisija zapiše, zakaj sploh vsako leto imenuje dve prestolnici kulture, je seveda poleg običajnih razlogov, ki so predstavitev kulturne krajine mest, pa predstavitev evropskih vrednot, so tudi druge stvari, ki so morda na prvi pogled ne tako razvidne, ampak na dolgi rok pa morda še pomembnejše. Poživitev mest, regeneracija mest z razvojem obnove infrastrukture, potem kulturni turizem je zelo pomemben, recimo temu dolgoročni učinek je rast kulturnega turizma, saj tako rekoč mesta, zadnje čase so to manj znana mesta, postavi na turistični zemljevid Evrope in jih pravzaprav za tisto leto osvetli. Plus, da je dolgoročen učinek potem za turizem gotov, ne? Za kulturni turizem in za destinacijo, oziroma tukaj gre za kombinacijo dveh destinacij, je zagotovo eden izmed pomembnih učinkov Evropskih prestolnic kulture. To lepo vidimo pri Evropski prestolnici kulture Matera, ki je bila nekoč pravzaprav, kot smo se pogovarjali včeraj, recimo v Torinu na okrogli mizi, ena taka črna točka Italije, ne? Oni so celo rekli, da so jo časopisi označevali kot neka sramota Italije, so celo opisali, ne? Je postala naenkrat skozi proces Evropske prestolnice kulture pravzaprav ponos in sedaj tudi vzor vsem drugim evropskim prestolnicam kulture, ne? Tako da je to en dober primer zgodbe o uspehu. Kaj pa vas navdušuje v tem projektu najbolj?
Mene najbolj navdušuje ta del čezmejne zgodbe, ki nas uči sodelovanja skozi kulturne projekte. In to dveh mest, ki imata pravzaprav problematično zgodovino in ki imata mejo, ki jo je nekoč ločevala. Sedaj pa ti dve mesti ta meja združuje v skupen projekt in skozi to, in prav kultura ima tukaj to moč, da skozi sodelovanje in razumevanje drug drugega gradimo zgodbo o sodelovanju in nekako kažemo tudi primer tega Evropi in nenazadnje celotnemu svetu, kako se da tudi drugačnost in tudi to različno zgodovino preseči, tudi kulturne razlike in nameren, sodelovalen način. In to je pravzaprav dandanes, ko vemo, da je v svetu veliko število konfliktov, mejnih konfliktov, izjemnega pomena. Super, predlagam, da greva na kratko pauzo in potem se v kratkem vrneva z novimi zanimivimi informacijami o projektu Go 2025. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes se z nami prav posebna gostja, Mija Lorbek, in govorimo o Evropski prestolnici kulture 2025. Kako potekajo priprave? Priprave potekajo dobro na dveh nivojih. Na eni strani je programski del, ki ga pripravljamo v Zavodu Go 2025, torej uradni program. Na drugi strani imamo številne spremljevalne programe, Go 2025 in prijatelji. Tukaj potekajo tudi številni dogodki na italijanski strani in na slovenski strani v organizaciji dežele in obeh občin. Na tretji strani, ki je pa pravzaprav najzahtevnejša in bo tudi mestu največ podarila na dolgi rok, je pa prenova celotnih infrastruktur v obeh mestih, na obeh straneh. Tako v temu čezmejnemu, obmejnemu pasu, ki je bil včasih degradiran, nastaja pravzaprav nov center obeh mest. Obe mesti imata glavni trg, tukaj v sredini pa je Trg Evrope oziroma Piazza Transalpina, ki se sedaj prenavlja. Ob njej se prenavlja tudi železniška postaja, satiri in novim podhodom, ki bo tudi galerija. Tam nastaja tudi novi prostor EPIC, Evropska platforma za interpretacijo stoletja, kjer bodo zgodbe ljudi iz obeh strani meje, da bi se skozi razumevanje zgodb navadnih ljudi naučili nekaj iz preteklosti za boljše razumevanje in grajanje prihodnosti. Res poseben projekt, odličen. Tam nastaja tudi kulinarično-umetniška povezava v super osmici, prostor, ki bo združeval eno gastronomijo in kulturo. Potem čisto malček dlje pa je že naš eksotični park Rafut, kjer bo zadonel drevesni orkester in kjer se bo v letu 2025 začela tudi obnova vile Rafut. Wow, to se pravi, veliki zneski v evrih se vlagajo v investicije, v infrastrukturo, se pravi, super. Tako, ja, gre dolgoročen projekt, ne? Seveda gre za dolgoročen projekt, ki ga izvajajo tako država Slovenija, občina Nova Gorica na eni strani, pa evropska sredstva se vlagajo in na italijanski strani pa Gorica in dežela Furlanija, Julijska krajina tudi obnavlja infrastrukturo, prostore, tam bo tudi velik koncertni prostor ob meji, ki bo gostil tudi svetovne zvezde v letu 2025. Pestro bo. Kakšna je glavna vizija projekta potem? Glavna vizija projekta je torej ta obravnava brezmejnosti v večjih pomenih. Torej v pomenih združevanja dveh mest, v pomenih združevanja dveh različnih kultur oziroma dveh različnih načinov razmišljanja, pa seveda tudi tistih meja, ki jih po izbrisu fizične meje še vedno nosimo ljudje naprej.
Katere cilje želite doseči z dogodki in programi, ki bodo potekali skozi celo leto? Z dogodki želimo na eni strani doseči čim bolj široko množico, kjer bo našel vsakdo nekaj zase, tako da kulturo spajamo z različnimi tudi športnimi dogodki, kulinaričnimi dogodki in turističnimi znamenitostmi. Na drugi strani pa imamo umetniško dovršene dogodke, ki bodo razvili avtentične zgodbe z lokalnimi umetniki. To so sicer številni so umetniki mednarodnega slovesa, kot recimo Marko Pelhan, intermedijski umetnik, raziskovalec in tudi podjetnik, pa svetovno znani pianist Aleksander Gadžijev. To so vsi domačini, ki so uspeli po svetu, pa so zdaj v letu 2025 prišli povrniti nekaj domačemu kraju. Bojo pa umetniki iz obeh strani meje, ne? Kombinirajo se vedno umetniki z obeh strani meje, včasih povabijo tudi kakšne svoje soustvarjalce svetovne, ampak predvsem želimo predstaviti in izgraditi podpreti naše ustvarjalce, umetnike in tiste posebne zgodbe, kot so si jih že takrat zamislile naše odlične ustvarjalke prijavne knjige, ki je pravzaprav prepričala strokovni svet, ki ga je imenovala Evropska komisija. Katere so glavne tematike, ki jih želite raziskati skozi kulturne dogodke in kako so povezane s krajevno identiteto? Generalno gledano imamo 3 sklope. En je posvečen predvsem Evropi, Go Europe, osredotoča se na evropske vrednote, vrednote povezovanja, vrednote sodelovanja. Potem drugi del se osredotoča na trajnost in zeleno, torej trajnostne projekte, trajnostno ustvarjanje. Tukaj imamo tudi projekte, recimo trajnostne mode, kot Benedetti Life, kot novega standarda prestiža, pa seveda organizacijo dogodkov, ki stremi k čim manjšemu oziroma zero waste, rečemo, čim manjšemu odtisu okoljskemu. Potem pa so še sklopi Go Share, kjer pa gre za sodelovanje kulture oziroma kreativnih industrij širše, z industrijo, inovativnostjo, z ustvarjanjem nečesa novega, novih produktov. Go 25 je zasnovan na več kot 400 dogodkih, se pravi več kot dogodek na dan. Nam lahko poveste več o najpomembnejših dogodkih oziroma nastopajočih, ki jih gledalci ne bi smeli zamuditi? Tako je, uradni program Evropske prestolnice kulture bo obsegal kar 400 dogodkov v letu 2025. Skoraj še enkrat toliko pa bo tudi spremljevalnega programa na obeh straneh meje. Tako da bo še več, včasih tudi še več dogodkov na dan, ki se bodo pa seveda lepo povezovali skozi dogajanje. Tak primer je že sama otvoritvena slovesnost 8. februarja 2025, ki bo potekala skozi cel dan na 5 trgih obeh mest. Tako da začnemo zgodaj zjutraj in najverjetneje niti ne končamo do konca dneva. Videli bomo vse od povork do pokušine vrhuncev programa, kot napovedi celotnega leta, do formalne otvoritve na Trgu Evrope, skupnem trgu italijanske in slovenske delegacije, potem pa z umetniškim vrhuncem na Trgu Edvarda Kardelja v Novi Gorici in za seveda tudi glasbeno zabavo do poznih jutranjih ur. Kdor ima res rad kulturo, predlagate, da se kar preselijo od 8. februarja naprej v Novo Gorico, ne? Preseli ali pa z veseljem prihaja na katerega izmed vrhuncev ali pa posameznih manjših butičnih dogodkov. Imate kakšno uradno spletno stran, so vsi te dogodki navedeni? Tako, imamo platformo go2025.eu, ki ne ponuja samo programa, ampak je tudi vstopna točka za prenočitve, lokalno ponudbo in je kot neke vrste
digitalna vstopna točka v naše, mi mu rečemo, somestje, sobivanje dveh mest, tako kot je Trg Evrope neka vstopna fizična točka v obe mesti. Omenili ste lokalno ponudbo. Ali opažate zanimanje lokalnih prebivalcev in podjetij za sodelovanje pri projektu? Tako je, sedaj je manjka malce manj kot 100 dni do naše velike otvoritve in je pravzaprav aktivacija na vrhuncu. Sodelujemo tako s podjetji v projektih in v strateških partnerstvih, kot z obrtniki, pa tudi s šolami, pravzaprav sodelujejo tudi v sami otvoritvi. Tako da je zelo živahno pri nas. Koordiniranje s tolikimi ljudmi je verjetno kar zalogaj, ne? Ja, vsekakor tukaj je zahtevno, ker si v takih dobrih projektih želijo biti vključeni prav vsi. Vsega se pa v enem letu ne da narediti, zato so ravno tako pomembna tista leta po prestolnici, da se te stvari ne ugasnejo, da ta pravzaprav zagon da se nadaljuje in da je tisto leto, ko je mesto prestolnica, šele začetek. Super, najlepša hvala, gospa Mija Lorbek. Predlagam, da greva na kratko pavzo in se potem vrneva nazaj. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes se za našo gostjo pogovarjamo o projektu Go 2025. Pa me zanima, katere so največje težave, ki se srečujete pri usklajevanju tako velikega projekta in kako jih, verjamem, da uspešno tudi premagujete? Res je tak čezmejen projekt, seveda sabo prinaša tudi številne izzive. Največji je zagotovo različna zakonodaja na obeh straneh meje. Mi moramo narediti pa eno prestolnico in en dogodek, ne? In tudi različni načini dela, pa seveda birokracija. To je na splošno tudi največji izziv Evropske unije, čeprav sem sama izjemen ljubitelj Evropske unije, eurofil, je to stvar, ki pravzaprav vzame neverjetno količino časa in energije, ki bi ga sicer porabili za druge stvari. Tako je povsod v gospodarstvu, javnem sektorju. Kakšno kulturno dediščino in sporočilo želite zapustiti po letu 2025, ko se bo projekt uradno zaključil? Glavno sporočilo je, to je tudi sporočilo uradnega zaključka Evropske prestolnice kulture, ki bo potekal med 1. in 5. decembrom 2025, ko boste mesto zasijali v skupni osvetlitvi, s skupnimi projekti, skupno glasbo in skupno eno gastronomsko ponudbo, bo sporočilo predvsem to sodelovanje in medsebojno sprejemanje kljub drugačnosti oziroma celo dopolnjevanje, ne, v drugačnosti je tudi komplementarnost. To je pravzaprav to sporočilo Go Borderless. Najbolj nam je pomembno, da bodo ljudje prišli, da se bodo imeli dobro in da bodo pravzaprav na prijeten način, na drugačen način dojeli, kako zelo pomembno se je razumeti in sodelovati tudi s sosedi. In biti del tega projekta, ne? Tako. Glede na mednarodno pozornost, ki jo bo projekt prejel, kako načrtujete promocijo in vključitev obiskovalcev iz tujine? Se pravi, eno je slovenski jezik in obiskovalci, italijanski in drugi, ne? Tako, naša prestolnica kulture je zanimiva tudi zaradi tega, ker imamo pravzaprav vedno v uporabi 3 jezike. Seveda slovenski jezik, na katerega posebej pazimo, na katerega smo posebej ponosni, italijanski jezik in tudi angleški jezik zaradi turistov. Zato je morda malce večji poudarek tudi na kulturnih izrazih, ki uporabljajo univerzalni jezik, kot je recimo glasba, ples, likovna, vizualna umetnost. Tega pravzaprav razumejo vsi ljudje brez prevodov. Tiste izrazne oblike, ki pa uporabljajo jezik, so pa uporabljene velikokrat tudi več jezikovno. Kakšno sporočilo nosi geslo projekta Gremo brezmejno?
Kako se to odraža v načrtovanih dogodkih? Sporočilo Gremo brezmejno oziroma Go Borderless je večslojno. Pomeni v prvem planu seveda to, da je tista meja, ki je narode nekoč razdruževala, sedaj ta, ki jih povezuje na različne načine skozi sodelovanje v kulturnih projektih, pa mešanju športnih projektov, ki prehajajo meje, pa kulinaričnih in turističnih znamenitosti. Na drugi strani pokaže tudi to, da meje, kljub temu, da so zabrisane, še vedno obstajajo, dostikrat v razmišljanju. Pa seveda tudi meje se dostikrat vračajo, odkar smo prejeli ta prestižni naziv, se je pravzaprav meja v času pandemije skoraj da hermetično zaprla. Sedaj ima pravzaprav celotna Evropa varnostne režime na mejah in prav zato je v tem času tako zelo pomembno poudariti to povezovanje, prehajanje meja, sodelovanje in tudi ta minljivost meja, da meja ni zavedno. Kakšna so pa vaša osebna pričakovanja oziroma želje glede projekta oziroma po zaključku projekta? Moje osebne želje so pravzaprav te, da bi lahko celotna Slovenija, Italija, Evropa doživela pravzaprav to lepoto tega čezmejnega prostora, ki ga soustvarjata Nova Gorica in Gorica, ki je tudi mene takrat pritegnila, da sem se preselila iz Londona prav tja, kjer imaš dve mesti in pravzaprav najboljše od obeh kultur, slovenske in italijanske. Glede na to, da ste direktorica projekta, pa me zanima in imate veliko izkušenj tudi mednarodnih, katere so te ključne izkušnje v karieri, ki so vas najbolj oblikovali oziroma ki vam pri tem projektu najbolj pomagajo? Tako ta interdisciplinarnost in različne izkušnje, sama sem najprej delovala v kulturi, kasneje pa v podjetništvu in sicer startup podjetništvu. Oba pola mi več kot koristijo pri takšnem projektu, ki pravzaprav na nek način združuje tudi oboje. Gre za relativno kratek projekt, časovno kratek projekt, ki zelo na hitro in zelo intenzivno zraste, se zgodi in potem se tudi zaključi. Tako da je treba vključevati vse načine delovanja. Glede na to, da je manjka 100 dni, se pravi do začetka projekta, kako pa vi zdaj kombinirate med, bom rekel, delovnim časom pa prostim časom družino? Ja, res je to sedaj precej zahtevno, prostega časa skoraj da ni, ko pa je, ga pa seveda preživim najraje s kakšnim sprehodom s svojo družino v naravi in ga naredimo takrat toliko bolj kvalitetnega. Vsi pa tudi se zavedamo, družina me pri temu tudi podpira, da je to res izjemen projekt, ki bo pravzaprav dosti prinesel našim prebivalcem, naši družini, našim otrokom in je to tudi nek doprinosno vseh naših družin, bi rekla, v Novi Gorici in Gorici za ta čas. Tako da ta projekt živimo. Je dober občutek, ko, bom rekel, koordinirate dejansko tak evropski projekt? Ja, to je izjemno dober občutek, ker pravzaprav sodeluješ pri projektu, ki lahko izboljša prihodnost in življenje dejansko ljudi. Ni tukaj seveda zasluga posameznikov, ampak je celotne ekipe in celotne regije in celotnih prebivalcev. Vse to je tisto, kar bodo obiskovalci dejansko doživeli. Pravijo, če greš sam, greš lahko hitreje, če greš skupaj, prideš dlje. To je pa zelo, zelo, zelo lep citat, ki bi v našem primeru morda še celo najbolj držal, saj pravzaprav sodelujemo in usklajujemo projekte z našimi prijatelji na italijanski strani, ki imajo malce drugačen način delovanja in mi in to zahteva dosti več usklajevanja, res je tudi dostikrat podaljša kakšen projekt, ampak so pa rezultati na koncu izjemni. Je vredno počakati, bi se reklo v tem primeru.
Bi mogoče koga oziroma kaj izpostavili kot največji vaš navdih pri tem projektu? Navdihi se zagotovo sestavljajo. Sama sem vedno za vzornice nekako jemala seveda ženske, ki so ustvarjale najprej seveda v start-up oziroma visokotehnoloških podjetjih. Takrat mi je bila recimo vzornica, ko je bila na Googlu vodja razvoja Marisa Mayer, ki je tudi veliko vlagala v izobraževanje talentov v mladih in v vsakomur. Kasneje pa morda vzornice kot Beatriz Garcia, ki je soustvarjala eno najboljših evropskih prestolnic kulture in se kasneje posvetila tem dobrim dolgoročnim učinkom evropskih prestolnic kulture na mesta in v bistvu kaj lahko prinesejo še kasneje, da to ne ugasne. Ona bo tudi naša gostja čez 2 dni, nas pride na delavnico izobraževati, tako da mi je to prav posebno čast. Wow, super. Za zaključek, mogoče še kakšno zaključno misel vezana na projekt Go 2025? Za zaključek bi predvsem rada povabila čim več ljudi, da pridejo, da se udeležijo naših dogodkov. Vsak bo našel nekaj zase, za vse generacije na eni strani, na drugi strani pa tudi tiste umetniško dovršene dogodke, vrhunce, ki jih bomo pa uradno razglasili 26.11. na Svetu ministrov v Bruslju. Hvala lepa za vaš čas. Res zanimiv pogovor. Verjamem, drage gledalke, dragi gledalci, da ste tudi vi spoznali veliko novih stvari o projektu, ki prihaja. Začetek bo 8. februarja na Kulturni dan v soboto. Vabljeni vsi v Novo Gorico in Gorico. To je bilo danes vse z najine stvari. Vidimo se v naslednji oddaji Moja družina.